Odgovori Aleksa Klobase, dijaka športnika na Srednji prometni šoli Maribor. Čas za šolo in trening je potrebno skrbno načrtovati. Med tednom v dopoldanskem času sem v šoli, opravljam obveznosti, ki jih imam kot dijak 4. letnika, in v popoldanskem času, od 17. do 20. ure, pa imam vodene in samostojne treninge. K tem treningom v klubu Karate klub Radenci Šotokan se med vikendi še obvezni reprezentančni treningi, ki so najmanj enkrat na mesec za celoten vikend. Časovno se moram prav potruditi, da uredim vse potrebno za šolo. Moj šolski cilj je seveda uspešno zaključiti 4. letnik in opraviti maturo. Moj poklicni cilj je bil vedno Policijska akademija Tacen, kjer bom nadaljeval študij in specializacijo v specialno enoto policije. To je moj cilj. Obenem pa imam še velika pričakovanja v karateju. V karateju sem že 12 let in 6 let član reprezentance slovenskega karateja. Sedaj sem že mlajši član, kjer so pomembna predvsem tekmovanja izven Slovenije. Lani, točneje v septembru 2019, sem bil na svetovnem prvenstvu v Čilu, Santiagu, v decembru 2019 smo imeli balkansko prvenstvo v Sloveniji v Čatežu, kjer sem osvojil 3. mesto kot mladinec, in kot član mladinske ekipe smo prav tako dosegli 3. mesto. V februarju 2020 sem v okviru slovenske karate reprezentance nastopal na Evropskem prvenstvu v Budimpešti. Dosegel sem tudi 2. mesto na državnem članskem prvenstvu in 1. mesto na ekipnem državnem prvenstvu v oktobru letos. Pri usklajevanju dveh ciljev šole in športa je najpomembnejše planiranje dneva, tedna, meseca. Zelo pomembno je, da imaš za čas enega meseca vse obveznosti najavljene, da si lahko splaniraš tako šolske obveznosti, kot tekme in treninge. Veliko mi pri tem pomagata starša, ki redno spremljata in usklajujeta moje obveznosti v moji športni karieri. Ogromno je vožnje po Sloveniji, saj se treningi slovenske reprezentance odvijajo v Kranju ali Ljubljani, imeli smo jih tudi že na Rogli in v Čatežu. Za karate sta se odločila moja starša, ker bi naj kot otrok imel vedno preveč energije. Za karate, predvsem za tehniko kate, je značilno, da se umiriš, tako misli kot duha, izvajaš pravilno tehniko, kar od tebe zahteva zbranost, umirjenost in eleganco. In vse to sta moja starša videla, da jaz to potrebujem. Z leti sem veliko zrastel in žal po postavi nisem bil primeren za kataša, torej sem se pri 12 letih usmeril v izvajanje športnih borb. Že hitro sem osvojil tehniko borb in dosegal lepe rezultate na državni ravni. Že 4 leta sem državni prvak v svoji kategoriji in posegam po medaljah na vseh tekmovanjih. Ja, kot sem omenil, je moj cilj specialna enota slovenske policije. V tej srednji šoli sem videl potencial v pridobivanju snovi, zakonodaje, osebnostne rasti, ki mi bo pripomogla k boljšemu spoznavanju in doseganju končnega cilja policaja specialne enote Slovenije. Vsakemu osnovnošolcu bi svetoval, da naj premisli, če bi pustil treninge. S treningi se oblikuje osebnost, v večji časovni stiski je vsak športnik zmožen narediti več, je kultiviran, osredotočen na cilj, telesno pripravljen na vsakodnevne izzive in konec koncev vsak šport zahteva od tega čas, ki bi ga drugače preživel pred televizijo ali računalnikom. Vsakemu svetujem, ostani športnik, treniraj, delaj na sebi in postani boljša verzija sebe. To se v življenju obrestuje in ljudje te opazijo. Tako ne boš skrenil z prave poti. Mojo misel oziroma moto sem že izrazil. Ostani zbran, delaj na sebi, na svoji osebnosti, delaj na svojem telesu, bodi vzdržljiv in postani najboljša verzija sebe. Svet potrebuje posameznike, ki so posebni, saj večine je veliko. Vztrajaj. Hvala.